112, kje potrebujete pomoč? Moj vnuk je ustrelil svojega očeta tukaj zgoraj. Rekli ste, da je vaš vnuk ustrelil vašega sina. Ja. Ali lahko pošljete koga sem? Prosim, veste, kje je vaš vnuk? Ne, stekel je tja nazaj in se usedel v svoj avto, svojo mamo. Vnuk je ustrelil njenega sina. Sin je zgoraj. Je tik pred 15 uro v Milwaukeeju, Wisconsin, kjer policija posreduje v stanovanju, potem ko je klicatelj poročal, da je najstnik ustrelil svojega očeta. 1111, tukaj Atkinson, enota 8. Tu je vhod. Vhod je prav tukaj. Prečkaj cesto. Niso presenečeni. Ali je strelec pobegnil? Kje je tisti, ki je bežal? Kje je? Ni nobenih čevljev tam zgoraj. 11. Preveriti bomo morali. Je. To bo moralo veliko teči čez to, da bo lahko še naprej jedlo. Drugače ni užitek. Sen? Ne vem, če je to. Mislim, da je to sin. 11. Atkinson, Nemi, zdravniki in mi. Ej, Tom, oprosti oživljanje. Ali imamo? Imamo kraj dogodka. Ne, kje je babica? Samo tukaj primite. Je še kdo v hiši? Stanovanje je prevedeno. Stanovanje je prevedeno. Oprosti, sam za vsak slučaj, če gre z mano, Ronald. Povsod so tulci. Rekli bomo, da jih je verjetno okoli 30. 40. Lahko greš po nekoga? Pištolo imam tele. Hočeš to narediti? Tukaj imamo strelno orožje. Tukaj imamo zaseg strelnega orožja. V notranjosti policija najde 47-letnega Coreyja Williamsa starejšega, ki je utrpel več strelnih ran. Prvi posredovalci poskušajo reševati življenje, vendar je bila žrtev kmalu zatem na kraju razglašena za mrtvo. Nato imajo policisti priložnost oceniti situacijo in se pogovoriti z morebitnimi pričami. Kje je babica? V stanovanju ni nikogar. Res, Atkinson. Atkinson. Kje je prva priča? 11, tukaj je Atkinson. Dene, kdorkoli je bil spodaj, je rekel, da je pravkar slišal za to. Je pravkar slišala za to? Tukaj bo vsaj 10 tulcev. Jaj, strelki so povsod naokoli. Hočeš, da to nesem? Ali kaj slišiš? Pravkar sem slišal, zaprl sem svoje vrata, bil sem v svoji sobi, samo slišal sem, ustreljena je bila. Poznaš svoje soseda? Corey Williams? Ja, točno tako, tam je njegov oče. To je njegov oče. Enagest. Tukaj Atkinson. Poznaš njegovega sina? Ne. Ti si Jezus, hudiča. V redu. 11, je Atkinson 11, to je v redu. Policija hitro identificira osumljenca kot 18-letnega Coreyja Williamsa mlajšega, sina žrtve, ki je trenutno pogrešan. Več strelov v prsi. A že veste, koliko jih je bilo? Troje samo po poslušanju, 9 jim zadene v prsi, še 2 do 3 v levo roko, še 2 do 3. Medeneke, Kai Atkinson. Jazz. Ne vem, kaj je rekla, ampak. No, drugi mislim, da živi tukaj. Sin in mama sta bila pravkar izseljena, vsaj tako pravi njegov oče. Šelili so jo od drugod. Je mislil. In zdaj je to mogoče. In se bo kaj super šira. Fant je bil. Ampak rekel je, da je bilo z njim še 5 do 6 drugih otrok. To je čudno. To je res čudno. Torej, zdaj je vprašanje, ampak rekel je, da je vuk rekel, da je ustrelil.
Ko uradniki začnejo zbirati informacije, izvejo, da je osumljenec domnevno pobegnil s kraja dogodka skupaj s svojo mamo in sorojenci. Nekaj trenutkov kasneje si ogledamo orožje, ki so ga našli na kraju dogodka. Sama pištola pa je znamke Smith Wesson. Da, 799 Z ALS. Policija najde strelno orožje blizu trupla, ki je v policijskem poročilu opisano kot 9mm polavtomatska pištola. Preiskovalci prav tako opazijo 11 tulcev raztresenih po stanovanju. Nekaj trenutkov kasneje policisti, ki varujejo kraj dogodka, opazijo nekaj sumljivih dokumentov. Videti je, kot da zahteva skrbništvo. Zanimivo. Poskušajo dobiti skrbništvo nad svojo mamo, ker je izgubila svoj dom, morda pa tudi nad očetom. Hitro. Nujno sodno odredbo. Ja. Mogoče. Zapomni si to za kasneje. Nato mine približno 2 uri, preden osumljenca izsledijo v stanovanju drugega družinskega člana in se z njim soočijo ameriški maršali. Corey Williams, tukaj milokeška policija! Odprite vrata! Corey, open vrata! 11. Odpri vrata! Sicer jih bomo razbili! Odprite so! Odpri jih zdaj! Kaj ona pravi? Ne slišim ga. Steci skozi zadnja vrata, neki tazga. Spusti roke! Corey, pridi ven, Corey! Pridi ven! Pridi gor! Dojenček je že noter, gospod. Pridi gor! Rel, Corey. Dojenček je že tukaj! Vsi sedimo tukaj! Vsi bomo šli! Policija je osumljenca, ki ga vidite tukaj, identificirala kot Coreyja D. Williamsa, najstnika, ki je osumljen, da je nekaj ur prej ubil svojega očeta. Številka 11 je Atkinson. 1111! Tukaj! Atkinson! Nato Correia Juniorja odpeljejo na policijsko postajo, kjer imajo detektivi zanj veliko vprašanj. Kdo vse živi v tisti stavbi na 11. in Hankinsonu? Bill je. Moj oče. In potem za nekaj časa tudi moje mlajše sestre. Si tudi ti ostal tam? Za kratek čas je. V redu. Kakšno obdobje, torej od kdaj do kdaj ste tam živeli? Kot sem rekel, približno 3 mesece. Se spomnite, koliko časa nazaj je to bilo? Ni. Veš, a je bilo to pred 1 letom, 2 letoma, 3 leti? Bilo je nekako. Pred 2 tednoma. Aha, si nehal tam živeti pred približno 2 tednoma? Ja, vrgel me je fen. Redu. Prav ste slišali. Corey pravi, da ga je oče vrgel iz stanovanja le 2 tedna pred streljanjem. Izjava, ki pritegne zanimanje preiskovalcev. Nadaljujmo. Rekli ste, da so vas pred nekaj tedni vrgli ven. Ali lahko poskusite razložiti, zakaj se je to zgodilo? Prosil me je, naj nekaj naredim. Odklonil sem, zato me je vrgel ven. V redu. Se spomniš, kaj te je prosil, da narediš? Rekel mi je, naj moji mami nekaj povem. Jaz sem to zavrnil in me je istega večera vrgel ven. Se spomniš, kaj je hotel, da poveš svoji mami? Ne. Zakaj sta šla včeraj tja? Moja mama jih je poskušala dobiti. Poskuša dobiti policijsko spremstvo in rekli so ji, naj gre tja in jih najprej poskusi pobrati, preden jih pokliče za spremstvo. Ampak jih je enkrat že poklicala. Rekli so ji, naj gre tja in jih poskusi prijeti. In če bi jo zavrnil, bi ga oni prijeli. Ona bi stopila ven in jih ponovno poklicala. Dobila bi policijsko spremstvo. In tvoja mama je želela pobrati vse ostale otroke, ki so bili tam. Torej, poleg tvoje starejše sestre in tebe, so bili tam še vsi ostali otroci. Je. Corey pojasni, da sta z mamo šla v stanovanje, da bi pobrala njegove brate in sestre, potem ko je prišlo do težav s skrbništvom. O tem bomo izvedeli več kasneje. Zdaj želijo detektivi izvedeti, kaj točno je pripeljalo do streljanja. Torej, ko prijete tja, ali potrkate na vrata, ali kako to poteka? Šli smo do vhodnih vrat. Zvonili smo na detkov zvonec, da bi nas spustil noter. Ni nas spustil noter, šli smo okoli hiše zadaj, tam je kar nek. Je bil tvoj oče tam? Ne. V redu, torej ga ni bilo doma, ko sta prišla tja. Kako dolgo mislite, da sta bila tam, preden je prišel vaš oče ven?
Recimo, 5 do 10 minut, morda 20. V redu, in potem, če lahko nekako razložite, kaj se je zgodilo. Ampak ko je prišel noter... Ja. Prišel je nazaj skozi sprednja vrata. Pobiral sem svoje stvari, jih dajal v njegov kovček, kot so moj računalnik in oblačila. Prišel je noter in začel sem se prepirati. Potem sem se nekako vmešal in mu preprosto rekel naj se premakne, naj nam dovoli oditi. Začel me grabiti, mislim tukaj, prav tukaj, metal me naokol. In v tem trenutku je imel pištolo v roki. In kaj vam je govoril, ko se je to dogajalo? Tega se res ne spomnim. Preklinjal me je, to vem. Rekel mi je, da moram biti spoštljiv. In kje so vsi ostali, ko se to dogaja? Tam so, poleg mene. Poskušajo mu odmakniti roko z mojega ovratnika. Torej so vsi v dnevni sobi? Je. Ko ste rekli, da vas je metal naokoli, lahko opišete, kako je bilo, ko vas je metal naokoli? Kot z eno roko, očitno. Ne da bi me dvignil, ampak da me je vrtel naokol. V redu. Kaj? Veš, kaj se zgodi zdaj? In me zavrti proti jedilnici, kot proti jedilni mizi v kuhinji. In me zavrti tja in tam je. Vem, da je to res težko, stari. Ne morem si niti predstavljati, kako je biti v tvoji koži. Premakle me do mize. In na mizi je strelno orožje ali pištola. Ja, zgrabim jo in ga ustrelim. Korej prizna, da je ustrelil svojega očeta med domnevnim sporom, vendar detektivi še naprej iščejo dodatne odgovore. Kaj se je zgodilo potem? Odšel je in zapustil jezero. Moja mama je poklicala policijo. In pa smo odšli. So tvoji bratje in sestre šli s tabo? Misliš do avta? Ja. Oni so šli v trenutku, ko se je zgodilo. Mislim, odšli so, pobegnili so. V redu, se spomniš, kdo je vozil? Mama, v redu. Potem, ko si streljal, kaj je tvoj oče naredil? Pedelje, v redu. Je kaj rekel? Ne. In potem, ko si končal s streljanjem, misliš, da je bila prazna? Ne spomnim se, ja, verjeten. Zdaj detektivi soočijo Corey Jr. z novimi informacijami, za katere pravijo, da se ne ujemajo povsem z njegovo zgodbo. Se lahko poskusiš spomniti, kolikokrat si streljal? Je bilo več kot 5-krat ali manj kot 5-krat? Moj bog. Je bilo več kot 10 ali manj kot 10? Bilo jih je več kot 5, tako se mi zdi. V redu, torej 5 do 10. V redu, je bilo več kot 10 ali se spomniš? Ne spomnim se. V redu. In ko je tvoj oče padel, ali si po svojih spominih še naprej streljal? Ne. 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 Ko si padel, je bilo že konc. V redu. Ker bomo prinesli nekaj fotografij. In edini razlog, zakaj smo to vprašali, je zato, ker na kraju zločina, kjer je so bili okoli njegovega telesa tulci. Bil sem. Ne. Ena od stvari, ki me skrbi za naprej, je, da obdukcija kaže, da je bil morda zadet, ko je bil že na tleh. Če je temu tako, bi rad to razčistil naprej in ugotovil, zakaj bi do tega prišlo. Torej, če se je to zgodilo, bi res cenil, da dobim pojasnilo glede tega, namesto da zdaj slišim eno plat in kasneje ugotovim resnico. Ker te sploh nimam za lažnivca. Samo poskušam. Samo želim priti do dna in ugotoviti, kaj se je zgodilo. In to je to. V redu.
Vem, da je veliko smo ti naložili, ampak... Corey zaključi zaslišanje in je pridržan v zaporu zaradi uboja iz malomarnosti v drugi stopni in uporabe nevarnega orožja. NATO detektivi pripeljejo Coreyjevo mamo, ki ga je domnevno odpeljala s kraja dogodka. Poglejmo, kaj ima za povedati. Vendar moramo bolje razumeti, kaj se je zgodilo. In predvidevam, da ste mu včeraj povedali nekakšen motiv glede tega, da je ponaredil vaš podpis. Ja. Ali je to res? Ja, to ni bil motiv, ampak to je bil razlog, zakaj sem šla tja gor. Ampak sem že prej želela iti tja. Ampak ko sem prijela tisti klic, sem si rekla, ja, zdaj moram res iti tja. Ker se mi je zdelo, da je šel mal predaleč z vsem skupaj. Počel je veliko stvari. Tako da, ko so me poklicali in mi povedali, da je ponaredil moj podpis, sem si rekla, v redu, grem tja in jih hitro vzamem, ker na tej točki pač ne moreš kar izpolniti sodih papirjev, podpisati mojega imena in potem reči, da je to uradno. Osumljenčeva mati pravi, da jo je država obvestila, da je njen bivši domnevno ponaredil njen podpis na dokumentih o skrbništvu, kar je bil tudi prvotni razlog za njen prihod v stanovanje. Tam je nameravala pobrati svoje otroke, ki so začasno bivali pri očetu, medtem ko je ona iskala stanovanje. Ker me je že prej poskušal ustrahovati, naj grem tja urejati skrbniške papirje in podobne stvari. Zakaj? In vse, kar potrebujem je, da mi pomagaš paziti na otroke, dokler ne najdem kraja za bivanje. Ali je šlo za to, da se odpovem vsem svojim pravicam in da on dobi popolne pravice nad otroki? Ali kaj je bilo v teh papirjih? Nimam pojma. Nisem zares prebrala, niso mi točno povedali, kaj je bilo, tako da predvidevam, mislim, da je šlo za to, da sem vse svoje pravice prenesla nanj. Zakaj bi to naredil? Nimam pojma. Komaj zase lahko poskrbi. Zato sem jih na koncu samo odložila pri očetu in potem sem bila v avtu. Ampak v tistem trenutku sem samo potrebovala, da vzame otroke k sebi. Ni bilo tako, kot sem rekla, da bi ga zapustila ali kaj tasga, nisem ga. In koliko otrok imata s Coreyjem? Niti jih treba poimenovati, samo koliko jih imata. Skupaj sva imela 6 otrok, ker 2 od njih nista njegova. V redu. Mislim, da si nekaj izpustila, vemo, da je še več zapovedati in razumem te, bojiš se. Gre za vprašanje zaupanja. Nikoli prej nisi govorila z njim, zdaj je to tvoj drugi intervju z njim. Ne bomo ti lagali, samo želimo slišati, kaj se je zgodilo. Veš, kaj se je zgodilo s Coreyjem? Ne, kot sem rekla, ko sem odhajala skozi vrata, se je vse zgodilo. Takrat, ko sem odšla skozi vrata, ko sem stopila na hodnik, sem zaslišala strele, se obrnila in videla gospoda Williamsa na tleh. In potem vas kontaktirajo, da je bil ta ponarejen podpis in potem vi... In kaj naredite pol? In potem sem se oblekla in šla, poklicala sem, kontaktirala sem Koreja, hej, vi oblecite se, ker želim iti tja in vzeti dojenčke ali karkoli, ker vaš oče pretirava. Zato želim samo, da greste s svojim gospodom, pogovorite se s svojim sinom. Korej? Ja, Korej mlajši, samo vprašala sem ga, hej, lahko prideš dol z mano, samo zaradi varnosti, da lahko grem po otroke. Ko sem prejela tisti klic sodišča, sem poklicala policijsko številko za nenujne primere, da bi izredila, kako lahko dobim policijsko spremstvo. In rekli so mi, naj grem najprej tja in poskusim. In če moram biti na tem območju, in če najprej poskusim, in če mi jih on ne preda, naj se vrnem v avto in jih pokličem, potem pa bodo prišli in me pospremili. In to sem nameravala narediti. Ampak za vsak slučaj sem se boj vzela svoja sinova zaradi varnosti, ker imava s Coreyjem zgodovino nasilja v družini. Za vsak slučaj, če bi se odločil, da bo. Kateri del je posnet? Ja, za vsak slučaj, če bi se odločil, da bi me hotel fizično napasti, seboj sem imela svoja sinova, da bi pomagala umiriti situacijo. Ko sem prišla tja, ga ni bilo. Zato sem začela pripravljati njihove stvari in zbirati skupaj. Ampak medtem, ko smo jih zbirali skupaj, je prišel on. In potem ni... Ali je vedel, da boš tam? Ne. Ne. V redu, bilo je presenečenje. Torej je bilo morda zanj presenečenje, da si bil tam? Ja, v redu. In potem sem mu rekla, veš, prihajam po otroke. On pa je rekel, ne moreš. Poskušal mi je pokazati tisti papir, ki ga je ponaredil. Jaz pa poznam te. To je samo papir, za katerega vem, da si ga našel na spletu, ga natisnil, podpisal in ga samo odnesel na sodišče. To ni veljavno, veš, to ni pravi dokument. Ja. Tako da sem mu rekla, veš, on pa je govoril, še vedno ne boš odšla, ne greš, jaz pa bom,
Bom, ampak potem, v tistem trenutku, sem nameravala iti do svojega avta. Hotela sem fantom reči, da gremo, pojdimo. In nameravala sem iti do svojega avta in poklicati spremstvo. Ampak preden sem to lahko storila, se je vse skupaj samo še bolj zaostrilo. Kaj je bil torej povod? Ne, povod je bil, ko so se jaz in Cory senior pogovarjala. Potem je vstopil Cory junior in mu rekel nekaj v smislu: pusti nas, umakni se, pusti nas skozi. Bilo je nekaj takega kot: pusti nas, umakni se, pusti nas skozi. In potem sta se začela prepirati in priti v pretep. Morala sem stopiti med njiju 2-krat, da sem jo ločila. Začela sta se prerivati. Prav, ja. Kdo je vse v stanovanju, ko pride do prepira? Vsi so bili tam. Potem sem poslala svoje malčke ven na hodnik. Kdo so vsi? Samo naštejte jih. Torej, to sem jaz. Jaz in vseh 8 mojih otrok ter Cory starejši. Kako dolgo ste bili na hodniku? Rada bi rekla, da sem bila tam kakšno sekundo. Ko sem dobesedno, takoj ko sem stopila ven na hodnik, skozi vrata, bam, 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 bam. To ne boli. Obrnila sem se nazaj, ne blodim. Ne, moji otroci nimajo očeta. Kako to, da pa ti imaš očeta? Zdaj detektivi soočijo osumljenčevo mater s podatki, za katere pravijo, da se ne ujemajo z njeno prvotno zgodbo. Tukaj je moje vprašanje zate. Kdo je imel tisti dan orožje? Nisem videla orožja, nisem jih videla. Trdili so, da jih imajo, ampak jaz nisem videla nobenega orožja. Nisem ga videla. Tle je še en problem, ki ga imamo. Ste kdaj videli, ko ste bili v tistem stanovanju, ste kdaj videli Coryja juniorja ali Coryja seniorja s tistim tipom? Ne, ko sem šla na stranišče, to je bilo vse. Ko sem šla na stranišče, to je bilo to. Verjetno je takrat Cory vzel pištolo in še vedno nisem videla. Niti vedela nisem, da jo ima. Nikoli nisem videla, da bi kdo prijel pištolo. Nikoli nisem videla nobene pištole, ničesar, nič od tega. Zato ne razumem, kako je bil gospod Williams ustreljen. Nikoli nisem videla niti ene pištole. No, bil je večkrat ustreljen, veš to? Ja, slišala sem vse strele, ko sem bila na hodniku. Takrat sem slišala strele na hodniku. Stekla sem nazaj. Kot sem rekla, ko sem slišala strele, sem stekla nazaj noter in potem sem videla, kaj se dogaja. Rekla sem ne in zakričala. Zavpila sem: Cory, kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo? Kaj si naredil? Kaj je rekel? Sploh se ne morem spomniti, kaj je rekel. Mislim, da sploh ni ničesar rekel. No, kdo je prvi pritekel v stanovanje? Si bila to ti? Ja, prva sem stekla nazaj noter in potem je prišlo za menoj. In kaj je naredilo? Ne morem se niti spomniti. Vse mi je zdaj tako prazno. Moramo biti tukaj malo bolj iskreni. Ja, vse se dogaja. Poslušaj me, dejstvo, da sploh ne vidiš pištole, je tako daleč od resnice. Prav, in to je tisto, kar pravim. Ko sem bila na hodniku in sem se vrnila noter, nisem videla pištole. Ne vem, ali jo je skril pod majico, jo odvrgel, kaj. Ne vem, kaj je naredil z njo. Nisem videl, vem pa, kaj se je zgodil. In če bi bil ti prvi noter, bi tudi ti videl, kaj se je zgodil. Ide nam pravi, da ko on pride do tega, če si ti pred njim v redu, torej on gre za tabo, ne? Pravi, da jasno vidi Coryja, kako tam stoji s pištolo, ki je še vedno uperjena v Coryja. To je tisti del, ki sem ga pozabila. O tem govorim. Tega nisem videla krt. To je pištola, ki sem jo videla. Zdaj, ko razmišljam o tem, je to pištola, ki sem jo videla. Teh 2 pištol se ne spomnim. Prav. V redu. Kje vidiš to? In ta je tista, ki je vozlišče. To je Atkinson 1111. In kje si to videl? To je tista, ki sem jo videla v Coryjevi roki. To je tisto, kar vidim. To je tisto, kar vidim. Veš, ne spomnim se tega. To je tisto, kar sem videla. Ker sem bila, vse je bilo zmedeno in sem zgubila zavest. Slišala sem strele, ampak nisem videla pištole. Ampak zdaj, ko razmišljam o tem. To je pištola, ki sem jo videla. Samo, a lahko imam tukaj nekoga, ki me bo zastopil? Ja. Torej ste tukaj, ker ste pomagali storilcu kaznivega dejanja. Nikomur ne pomagam, jaz samo... Mislim, da vam tega nikoli ni povedal. Torej, nisi ničesar pojedla. Samo da veš. Nisem ničesar pojedla. In potem grem tudi v šolo, imam svoje smuči. Nisem poskušala zagotoviti, da Cory ne gre v zapor ali kaj podobnega. Nisem poskušala pomagati ubežniku ali kaj takega. Sodni zapisi kažejo, da je Cory kasneje sprejel dogovor in priznal krivdo za uboj zaradi malomarnega ravnanja z nevarnim orožjem ali eksplozivom. Sprva je bil obsojen na 5 do 8 let v državnem popravnem zavodu, vendar je sodnik kazen zadržal in namesto tega izrekel 5 let probacijskega nadzora, s čimer je ekipo rešil večletnega zapora.
Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin Law and Crime Bodycam.